Pozdravljeni! Iz ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. Vlada mandat zaključuje s kadrovskimi spremembami. Na ministrstvih in vladnih službah bodo zaposlili 56 novih uslužbencev. Tiskovni predstavnik vlade Valentin Hajdinjak je zatrdil, da gre za minimum zaposlitev za zagotovitev nemotenega delovanja ministrstev. Vlada pa je sprejela tudi odstop šefa policije Jožeta Romška. Hajdinjak je pojasnil, da bodo novi vladi pomagali z razpisom natečaja. Glede na potek postopkov je tako realno pričakovati, da bo novi minister ali pa ministrica za notranje zadeve po primopredaji poslov na svoji mizi imel predloge posebne natečajne komisije z imeni kandidatov za novega generalnega direktorja policije in tako tudi možnost strokovne presoje in izbire. Poleg Romška je na lastno željo zaradi upokojitve razrešen tudi državni sekretar na notranjem ministrstvu Zvonko Zinrajho. Romšek, ki bo svoje naloge opravljal do 8. januarja, je povedal, česa kot upokojenec ne bo počel. Kdo pa pravi, da bom ležal doma, jedel kranjsko klobaso in pil pivo in gledal televizijo? Če kdo misli, da je Jože Romšek rekel to zadnjo besedo, se krepko moti. Kaj pa je narobe s klobasami, no? Sploh, če so kranjske. In kaj bo Romšek, ki pravi, da njegov odstop ni povezan z založenimi Interpolovimi depešami v aferi Patria, počel v prihodnje? Jaz sem diplomiran pravnik, univerzitetni diplomiran pravnik, znam 2 tuje jezika, lahko se takoj preizkusimo, če želite, in imam širok spekter znancev širom po Evropi. Moj oči zna pa 3 tuje jezike. Pa kaj pol? Po srečanju s predsednikom SDS Janezom Janšo se je najverjetnejši mandatar sestal še z Zmagom Jelinčičem. Danes je gospod bodoči mandatar, gospod Borut Pahor, obiskal našo poslansko skupino, kjer sva se pogovarjala o precej stvareh, med drugim tudi o ženskah. Ti moški vedno mislijo, da so ženske največji problem. Pahor pa se je s predsednikoma predvidoma opozicijskih strank pogovarjal tudi o bodočem sodelovanju pri urejanju odnosov s Hrvaško. Naj ponovim stališče predsednika vlade, gospoda Janše, to je tudi moje stališče. Brez načela pravičnosti ni mogoče sprejeti nobene odločitve o posredovanju tretjega. To načelo mora biti zapisano v pogajalski pogodbi obeh držav, ki pride v ratifikacijo obeh parlamentov, preden se odločimo za nadaljevanje po tej poti, po poti s posredovanjem tretjega. Tukaj ima vas predsednikov vlade posebno enako stališče in razumem tudi gospod Jelinčič. Včeraj se je pričelo novo študijsko leto. Na Ljubljanskem kongresnem trgu je bruce nagovorila rektorica Univerze v Ljubljani Andreja Kocijančič. Dost je, ker me ne poslušate. Ne še enkrat rečem, draga brucka, draga bruci, dobrodošli v akademski skupnosti profesorjev in študentov. Čez otežena modelka. Rektorica je komentirala tudi pozitivno mnenje k ustanovitvi Jambrekove nove univerze, ki ga je v ponedeljek sprejel Senat za akreditacije sveta za visoko šolstvo. Vsebinsko se nam ta univerza ne zdi zrela za univerzo. Način, kako pa je bila sprejeta, je pa res za mene in po moje za visokošolski prostor v Sloveniji žalosten in pustimo žalostne zgodbe danes ob strani. Direktor naložbenega sektorja pri družbi KD Skladi Peter Groznik kljub finančni krizi svetuje pogumne odločitve. Pogosto lahko iz naše hiše slišite, da citiramo gospoda Warren Buffetta, torej Andražov, eden najljubših pregovorov, pa tudi moj, da takrat, ko so vsi prestrašeni, je treba biti pogumen in prestrašen takrat, ko so vsi pogumni. In Warren Buffett je ta ponedeljek, oziroma prejšnji teden, za 5 milijard svojega denarja vložil v finančno ustanovo. O nedeljskih parlamentarnih volitvah v Avstriji, kako tudi na Koroškem, komentar dneva, moj prijatelj Bojan Vakovnik. Po nedeljskih parlamentarnih volitvah v Avstriji, v tujini, tako kot že kdaj prej, ne manjka pikrih komentarjev, da se je država, ki je svetovni zgodovini dala sinonim za popolni zločin človeka nad človekom, Hitlerja, ponovno izkazala kot trdnjava desnega ekstremizma.
Skoraj tretjina volilnega telesa je podprla stranki, ki se prav mojstrsko poigravata z mržnjo do tujcev in se po potrebi spretno spogledujeta simboli in dediščino najbolj mračnega obdobja avstrijske in nasploh svetovne zgodovine. Na avstrijskem Koroškem se je za Hajdarjevo zavezništvo in Strahejeve svobodnjake odločila celo dobra polovica volivcev. Je torej vsak tretji na Dunaju ali v Gradcu, na Koroškem pa vsak drugi prebivalec zakrknjen sovražnik vseh tujcev, nazadnjaški nacist, zadrt antievropejec? Analize in seveda tudi življenjske izkušnje kažejo, da odgovor ni tako preprost, kot so Hajdarjevi in Strahejevi odgovori na sodobne izzive Avstrijcev. 2/3 volivcev svobodnjaške stranke sta se za svoj glas resda odločili zaradi politike do tujcev. A med temi volivci je tudi znaten delež Srbov, Turkov in drugih, če se lahko tako izrazim, tujerodnih avstrijskih državljanov. Večina volivcev skrajne desnice je namreč med delavci in niže izobraženimi deli prebivalstva, ki jih je predvsem strah za delovno mesto in strah prihodnosti. Takšni so se od nekdaj najbolj ogreli za najpreprostejše rešitve. Naj si bodo z desne, kdaj pa tudi z leve. Med mladimi sta se Strahe in Hajdar svojo dinamičnostjo, ki ju nedvomno razlikuje od vseh drugih političnih tekmecev, s 43% podpore celo približala absolutni priljubljenosti. Med avstrijskimi politologi vlada sedaj prepričanje, da je le tretjina Hajdarjevih in Strahejevih volivcev tudi osebno na skrajno desnih političnih stališčih in da naj bi bil razlog za tako močno podporo skrajni desnici tudi protest zoper sprto in zdolgočaseno veliko koalicijo. Zveni pomirjujoče. A poraja se vprašanje, zakaj tako imenovani protestni volivci v Avstriji vedno podprejo samo Hajdarje in Straheje. In še večji problem je, da pa je za vse poslance iz vrst skrajno desnih strank in tudi za marsikaterega iz socialdemokratske in ljudske stranke mogoče upravičeno sklepati, da so svojimi pogledi dejansko na skrajnem političnem robu. S takim avstrijskim parlamentom torej ne bo lahko. Tudi ne za koroške Slovence. Iz njihovih vrst je tokrat na listi Liberalnega foruma kandidiral odvetnik Rudi Volk, a stranki preboj v parlament ni uspel. Volk je svoj nastop utemeljeval tudi s potrebo po korenitih premikih v korist manjšinam, ki da bi jih bilo mogoče doseči samo z lastnim predstavnikom v parlamentu. A najverjetneje v takem sestavu avstrijskega državnega zbora manjšinam naklonjenih odločitev tako ali tako ni pričakovati. Kakršnakoli prijetna presenečenja so seveda vseeno zaželena. Lahko pa se tudi kaj kmalu zgodi, da bodo avstrijske volivce spet presenetili s predčasnimi volitvami. Bojan, kako je v Celovcu? V redu. Priješ doskrat do Ljubljana? Vsak teden enek parkrat. Koliko imaš minutažo čez Ljubelj? Mirne vožnje 1 ura. Počasi po avtocesti, hitro čez Ljubelj. Priden, kar pridi. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. Letošnje geslo festivala Mesto žensk, ki se prične 9. oktobra, bo surova simbioza živali, narava, kultura. Katja Kobolt je povedala, iz česa so izhajali pri sestavljanju programa. V bistvu z načinov, na katere se ljudje razumemo kot del narave oziroma kako uporabljamo naše vedenje o naravi za to, da opravičujemo ali pa legitimiramo, se pravi, utemeljujemo najrazličnejša razmerja moči, med drugim seveda tako razrednega, kakor tudi spolnega. Še vreme, eni bomo prijeli v roke klobase, drugi knjige. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile vesti na vesti. Pa nasvidenje.